Vidim, da ste prav navdušeni, verjamem, da je dosti vprašanj. Z mano sta Elvis in Klara oziroma Max in Ferida. Za ogrevanje predlagam, da kar jaz postavim prvo vprašanje, pa damo besedo vam. Bodo naše bileterke skakale okoli z mikrofoni, tako da kar pogumno. Za začetek me mogoče zanima, Elvis ima zelo rad kemijo, ne? Pa bi me zanimalo, kaj pa je mogoče vajin najljubši predmet ali pa kaj so neki vajini interesi, kaj bi vidva mogoče želela postati, ko odrasteta? Moj najljubši predmet je kemija in fizika. Tako da sem se z Elvisom, kar se tega tiče, sem se lahko z Elvisom ful lepo poistovetil in so mi bili vsi eksperimenti, ki sem jih naredil, ful fajni. Tako da tudi nekako je to moj glavni interes, ki ga imam trenutno v življenju, poleg igre seveda. Bravo. Pa ti, Frida? Ja, jaz pa ne bi rekla, da imam neke najljubše predmete, vem pa, kjeri so moji ne najljubši predmeti in absolutno sta to kemija in fizika. Okay. Ne, ampak ne vem še, nisem še v bistvu razmišljala. Tudi v redu, ni problema. Boš že ugotovila. Potem bi me mogoče zanimalo, kako sta dobila vlogo v tem filmu, sta mogla iti na kakšne avdicije, kako je to mogoče izgledalo, če nam lahko malo povesta? Torej, jaz nisem vedel, na kaj sem sploh prišel. V bistvu pač eni prijatelji so šli in jaz sem dan prej izvedel in sem tako, ja, daj, grem zraven, ne, pač čr. In prišel sem tja, ne vem, za reklamo, za fotoshooting, nisem vedel, pojma nisem imel. In pa sem pač, imel sem 2 kroga audicije in v bistvu sem šele skozi sam postopek audicije ugotovil, da dejansko se borim za vlogo Elvisa in očitno sem v teh 2 krogih pokazal dosti veliko, da so me izbrali. Okay, super. No, ampak Max ni povedal, da njega so pohopsali v zadnjih 2 krogih. Se pravi, v bistvu nekateri smo pač bili tam že od začetka, ne, že v bistvu čist prvega kroga, tako da Max je v bistvu bil en bonus na koncu, ko so ga pol zbrali. Ne, no, v bistvu mail so pa napisali na našo šolo, če bi se kdo prijavil in sem rekla, da pač najhujš, kar se lahko zgodi, je, da nisem sprejeta. In sem pač šla in v bistvu pol mi je bilo ful top in ful sem se v bistvu trudila za to, da bi se mi uresničila ta želja, da bi pač lahko bila v filmu. In no, pač se mi je. Ja, super, odlično. So na tej točki mogoče kakšna vprašanja iz publike? Še ne? Evo, tam je ena rokica. Čakaj, boš ti. Bo? Zakaj je bilo na koncu bila punca užaljena neki nad Markom? Kdo? Zakaj je bila na koncu kdo? Kaj? Elvisom. Skar. Zakaj je bila potem punca žalostna neki nad Elvisom, kar je neki naredil? Parkiški. Bo Klara razložila situacijo. Ja, ne, v bistvu ta naš dragi Elvis je tako malo smotko v bistvu v dejanskem življenju. Ne? In ko so bila midva na plesu, je pač Klara mislila, da je Elvis začutil neko romantično vez, da se imata ful rada. V bistvu pa vse, kar je pač Elvis čutil, je samo to, da neko srečo, da so ga buli pustili namerno, nič ni čutil do Klare. In zato, ker Klara pač ni in pač Elvis ni vračal teh čustev ljubezenskih, je bila pol zelo žalostna. Lep odgovor. Imamo še kako vprašanje? Ja, tam je ena rokica. Koliko sta vidva stara? Midva sva oba stara 15. Še kako vprašanje? Zadnja vrsta tam ena roka? Koliko časa nazaj ste pa posneli ta film? Snemali smo film prejšnjo poletje, cel julij in polovico avgusta. Prej smo imeli pa še vse smo imeli oba, no, mislim, da kaj mesec pa pol dokaj intenzivnih priprav na samo igro. Na katero šolo pa hodita vidva? Ponosno zdaj povem, da je to eden od mojih sošolcev rekel, ko sem cel razred gimnazije Bežigrad me je prišel gledat, tako da hvala, da ste prišli.
Imamo še kako vprašanje? Na balkonu mogoče? Ali pa tu? Aha. A ja, jaz hodim pa na Šubičevo. Oprosti. Dobro. Tu imamo zdaj mikrofon. Kako se vam je pa bilo poljubiti? Ja, tole je pa moj brat vprašal, najdražji. Pač, kako nam je bilo? Povej, ti imaš bolj smešne izkušnje s pač tem. v bistvu, jaz sem imela first kiss v bistvu v filmu in jaz sem bila ful živčna in ful mi je bilo bad in ful sem mislila, da bom umrla in prav spomnim se, prav res spomnim se, kako sem cel dan bila okoli Maxa in sem bila tako, Max, jaz bom umrla in je bil Max tako, ne boš umrla. In sem bila jaz tako, ne, Max, ti ne razumeš, pač jaz bom res umrla. In bil on tako, ne boš. Ne, in pač v bistvu ta prvič je bilo grozno, prvič je bilo... Ne, pač, Ja. ampak pač, ne tako. Ne, ampak vsi ostali pa pač v bistvu polka pogruntaš enkrat, da to nima nič čustvi, da v bistvu pač to je del te neke službe, pač pol je ful lažje. Ok. Dobro. Max, bi ti kaj dodal? Max, še eno vprašanje. Povej, Inci. Oziroma, a bi se mogoče pohvalil oziroma razložil, da na naši šoli te pa zdaj ne buljajo oziroma zafrkavajo in smo vsi zelo ponosni, da si nastopil v filmu. To zelo drži in sem ful pozitivno presenečen, ker pač reakcije so lahko zelo različne. Ne? Pač enim se zdi fajn to, eni te bojo pa res lahko napolno zafrkavali zaradi tega in v bistvu, ko sem prišel na šolo septembra, ful nisem vedel, a to sploh hočem razlagati naokoli, ne. Ampak v bistvu je bil odziv mojih sošolcev neverjeten, tako da res brez enega slabega komentarja je bilo. No, lepo. Res lepo. Tu je še? Na loži je še eno vprašanje? Kar na glas. Film je sigurno prvi, ko sem se prvič pokazal v celovečernem filmu. Imam pa že kar konkretne izkušnje pred kamero, ko sem v bistvu odraščal s kamero navzgor, tako da moče neke te treme ni bilo prisotne, je pa film ena čist druga izkušnja v primerjavi z čemerkoli drugim, kar se dogaja pred kamero, tako da te nič ne more pripraviti na to. Frida, bi ti kaj dodala? Ne. Ok. Še koga kaj zanima? Aha, tu je, druga vrsta. Frida, mene pa zanima, koliko si bila ti v tej vlogi, koliko si pa igrala? Nič nisem bila jaz. Ne, jaz nisem imela te sreče, ker Max pa Elvis sta v bistvu praktično kar dosti ista oseba, no. Pač mogoče je Max malo manj štorasta, ne, ampak to je pa pač dosti to. Ne, meni je bilo pa, ne, ful mi je bilo dobro igrati neko vlogo, ki ni podobna meni. Mogoče neka punca, ki je ful pridna, se ful uči, je ful tako, ne vem, ampak se mi zdi, da ona tudi živi malo v sencah drugih ljudi in da ful, ne vem, no, ja, ne, ampak mi je bilo top igrati, zato ker se mi zdi, da pol, ko igraš nekoga, ki ti ni podoben, se ful lažje v neko vlogo v bistvu uživiš, ker pač nisi Frida, ampak si Klara, a ne. Dober odgovor. Še koga kaj zanima? Aha, tamle je en gospod. Zdravo. Max, rekel si, da si odraščal s kamero. Kaj to pomeni? Pa drugo vprašanje, kolikokrat sta mogla ponoviti prizor s poljubom? Seveda, ja, seveda. Da sem odraščal s kamero pomeni, da sem igral v raznih serijah na RTV-ju, torej od Ribiča, Pepeta, Fripcologov, Studio Križ Kraš in tako. Zdaj, glede tega, koliko sem mogla ponoviti prizor s poljubom, torej prva stvar, snemala sva ga dvakrat. A boš ti povedala? No, daj, izvoli. Ok. Ne, snemala sva ga dvakrat v bistvu in to je bila edina scena, kjer pač nam je ponagajalo vreme. V bistvu imeli smo top vreme cel čas snemanja, razen na dan poljuba. In v bistvu mi sva posnela ene pol poljubov prvi dan in pol se je na polno vstal. Tako res je dežval, da smo mogli vse pospraviti in pač smo se poskrili. In smo imeli še en dan in smo v bistvu poljub snemali dvakrat. Bilo jih je pa po moje ene 15. Ene to. A si hotel kaj dodati? Odlično. Še kako vprašanje? Druga? Aha, tam. Ok. A sta skupaj?
Ne, nisva skupaj. Jaz imam punco, tako da ne. Ful fajn punco je Frida dodala, res je. Na balkonu vidim neke rokice še. A je bilo težko narediti ta film? Je bilo težko narediti film. Zdaj, tako je producent že povedal, oziroma pač pove, da se film v bistvu se je delal od 2018 naprej. Se je zbiral denar in tako naprej, ampak da gledam iz moje perspektive, jaz sem se redno s tem filmom ukvarjal pač 3 mesece pa pol, koga smo imeli vaj in snemanja. In dejansko nisem bil pripravljen, koliko utrajajoče je samo snemanje. Se mi zdi, aspekt, ki je najbolj utrajajoč, je vsaj zame, da sem imel pač vseh 30 snemalnih dni. Bil sem v vsakem prizoru, kar pomeni, da sem pač mogel vsak dan biti tam, se zjutraj zbuditi, priti pozno večer domov in to ponavljati in ponavljati. In to te kar zmatra. Poleg tega pa pač probaš ti čustva čim boljš pred kamero pokazati. Hočeš, da so čim bolj iskrena. In v bistvu pač ugotoviš, da je to nenadno spreminjanje čustev iz dopoldneva v popoldne te zelo zmatra, če to delaš mesec pa pol. Še koga kaj zanima? Druga vrsta, imamo vprašanje? Čakaj, boš ti. Okay. Ja, vsi so vas spraševali, kako je bil vajen poljub. Max, mene pa zanima, kako je bilo pa s Hano? Kako je bilo s Hano? Kaj pa vem? Zelo podobno k s Klaro se mi zdi, čeprav tle moram povedati, da sem v trenutku, ko smo snemali ta zadnji prizor, sem lahko ful bolj začutil, ker dejansko je bil to tudi eden zadnjih prizorov, ki smo jih posneli v filmu, oziroma zadnji najem prizor je bil to, ki sem ga mi da posnela. In tam je bilo, takrat je bilo tudi malo tako, mi je bilo vsaj meni bilo tako, ja, in zdaj bo konc tega in zaradi tega dajmo reči, da sem vsaj mislil, da so bili občutki bolj močni, kot to, kar sem s Hano naredil. Na balkonu je še ena rokica. A se drugače res ukvarjaš z takimi poizkusi? V bistvu imam enega fulovrga prijatelja, ki ima doma res marsikaj, kar se spomniš iz periodnega sistema. In pol pridem k njemu in pol napiševa naprej kemijsko reakcijo na papir, jo urediva in pol stehtava, koliko česa rabva in pol to pržgeva in pol gledava razne barve, plamenov in kaj se zgodi in pol, če kaj ne gre tako, kot so se Mija zastavila, pol pogruntava, kako bi, mislim, zakaj se je zgodilo drugače, kot sva Mija predvidevala. Tako da ja, vse. Super. Še kdo? Še na balkonu? Nekdo maha? A te poskusi, ki jih je naredil Elvis v filmu, se jih da narediti tudi doma? Ja, absolutno. Torej, imaš jih ene par, meni je za kamero ful lep ki ga Elvis naredi na začetku, modri plamen, ki s tem dejansko dobiš bakar pol, ki ga lahko pol primaš, elementarni bakar. In sicer so pripomočki oziroma sestavine za eksperiment malo težko zadobiti, ampak ja, se bi dala. Zdaj ne priporočam, da sama to probaš, ampak v spremstvu učiteljice za kemijo pa absolutno lahko priporočaš v šoli, ker je res lep poskus. Super. Še kdo? Ja, ne? Ne vidim več nobene roke. Imam pa še eno vprašanje iz moje radovednosti. Kateri od igralcev, ta odraslih, vam je bil najljubši ali pa najbolj zabaven za snemati? Mogoče Zvezdana Mlakar ali kdo drug, oče, mami? Torej, bilo je, izpostavil bi tle snemanje z Ivo, z Matejom pa z Markotom. V bistvu, Markotom, ja, se. Ja. V bistvu je bilo z vsemi tremi malo drugačno, ker smo se v drugačne pač je bilo okolje, ko smo snemali, pač z mami je bilo veliko nekega takega družinskega odnosa, medtem ko z učiteljem Ostrcem je bil bolj na učiteljskem nivoju in z vsemi tremi je bilo ful zanimivo snemati. In v vseh treh sem se lahko učil in v bistvu si nekako pomagal, oziroma smo jo oni malo asistirali, mi kakšno stvar povedali, da sem lahko še bolj na kameri izgledal. Super. Odlično. Super. Lahko kar aplavz, ja. Še zadnje vprašanje.
Ja, ti si tudi na tej šoli Ošprule, a ne? Kako ti je bilo snemati na isti šoli, ki si bila pred parimi meseci po pouku? Ja, v bistvu jaz tega ful časa nisem vedela. In pa je bilo tako, da sem bila ful vesela, da da končno gremo iz šole, valjda pač počitnice poletne. In lepo čez ene par tednov spet v moji šoli, a ne? Ja, perfektno. In pol je bilo lih tako, da pol pa spet sem prišla iz šole in pol spet čez par tednov nazaj v šolo. Ampak ne, ful mi je bilo všeč, da sem bila na nekem mogoče domačem področju, nekje, kjer sem poznala, ker je vsem pol tako malo poseben občutek, da si v svoji šoli. No. Ja. Odlično. Če je to, pa lepo vabljeni. Tomo, še zadnje vprašanje, naj vam bo. Glede tega, kar se je dogajalo, a bi vidva enako odreagirala na določene dogodke v resničnem življenju kot v filmu, da bi kaj spremenila? Bom naprav slopo še tekomat. Ja, bi sigurno izpostavil, ko Elvis izve, da je od mami nov partner in od Elvisa bodoči očim, učitelj kemije. In tle se komod vidim, da bi se tudi meni zmešal in bi si domači laboratorij spremenil katastrofalni kaos. Tako da, kar se tega tiče, Elvisa popolnoma razumem, ja. Frida? Pa ne vem, jaz mislim, če smo tako čisto iskreni, mislim, da del, ker sem jaz užaljena, a ne, ker sem jezna na Elvisa, mislim, da bi se to znalo zgoditi. Pa tako nasplošno, pa ne vem, pa sej tako, sej kaj pa, Klara je bila vesela skozi se je smejala, pa ful je bila zaljubljena. Po mojem bi tudi jaz to bila, no, 100%. Dobro. Super. To je to. Evo. Rad bi še predstavili enega igralca, ki je bil na filmu. V privat življenju sta z Maxom najboljša prijatelja, v filmu pa sta si delila nekaj drugega. Tako mogoče o tem povesta kakšno izkušnjo. Ja, to je bila najna želja že zelo dolg časa, da bi skupaj igrala v nečemu, recimo filmu. Ampak tako, enkrat nisem pričakovala, da se bo to zgodilo takole. Sploh pa ne, ker sva bila na audiciji, da bo kar oba dobila eno vlogo. Je bilo kar malo tako, kva? To dogaja. Fanta od To je to. Evo, če ni več vprašanj, lepo vabljeni, bodo igralci zdaj delili avtograme, tako da kar hitro. In periodne sisteme dobite. Nujno za v šolo vsi. In nalepke. In nalepke. Hvala.